Dober dan, spoštovane kolegice in kolegi novinarji. Danes to delamo nekoliko drugače zaradi epidemiološke slike. Tudi tehnologija novinarske konference je nekoliko spremenila. Epidemija je celotno Evropo in ves svet močno prizadela. Vsi smo na nek način morali opustiti naš način življenja, kot smo ga poznali. Naš odziv na epidemijo v prihodnjih mesecih pa bo ključen in bo odločal o tem, kako globoke posledice bo epidemija pustila na naših življenjih, gospodarstvu in tudi na naših medsebojnih odnosih. Nova Slovenija bo storila vse, da bo Slovenija iz epidemije izšla na strani zmagovalcev. Cilj Nove Slovenije je delujoče gospodarstvo. Z ukrepi PKP-jev smo nudili pomoč gospodarstvu v najtežjih trenutkih. Naj naštejem samo najpomembnejše ukrepe, s katerimi smo poskrbeli, da naša podjetja ostanejo v kar najboljši kondiciji. Čakanje na delo, skrajšani delovni čas, subvencije fiksnih stroškov, turistični boni in še bi lahko našteval. Sedaj mora biti naš skupni izziv, da Sloveniji izboljšamo podjetniško okolje, da se bo splačalo delati, da bodo mladi in vsi Slovenci doma lahko razvili svoje potenciale in talente. Nesprejemljivo je, da mlade v tujini cenijo, doma pa ne dobijo svoje priložnosti. Naprimer, leta 2019 se je iz Slovenije v tujino izselilo več kot 15,000 prebivalcev, samo lani skoraj 4,000 mladih. Ključen izziv v teh dneh predstavlja dvig minimalne plače. Številne delodajalske organizacije svarijo pred temi posledicami njenega dviga. Številna podjetja razmišljajo in govorijo o odpuščanjih in selitvi proizvodnje. V Novi Sloveniji smo prepričani, da se mora delo najprej splačati. Zato se mora država od našega dela vzeti manj. Tisti, ki dela, ne sme biti reven. Zato bomo predlagali, da se v višini dviga minimalne plače gospodarstvo razbremeni na strani davkov. Če namreč dvignemo zgolj minimalno plačo, podremo vsa razmerja v gospodarstvu, pa tudi v javni upravi. Minimalna plača bo kmalu postala praktično enaka povprečni plači. Z razbremenitvijo plač pa omogočamo konkurenčnost našega gospodarstva. Podjetja bodo lahko nagradila svoje zaposlene. Potrebujemo pa tudi večjo razliko med minimalno plačo in socialno pomočjo. Saj veste, da birokracija v Slovenijo duši na različne načine, da odganja talente. Zato smo že pripravili zakon o poenostavitvah v državni upravi. Z njim spreminjamo kar 22 zakonov, postavljamo pa poenostavljamo vročanje v upravnem in pravdnem postopku, ukinjamo uporabo žiga v javni upravi, poenostavljamo davčni postopek, pospešujemo sprejem občinskih prostorskih aktov, ukinjamo izdajo računov za plačilo s kreditno kartico in še kaj. Pri višini 6,000 bruto uvajamo tudi socialno kapico za plačilo prispevkov za socialno varnost. S temi spremembami bomo po našem mnenju naredili pomemben premik debirokratizaciji in tudi pri poenostavitvi poslovnega okolja. Ljudje in podjetja bomo se manj ukvarjali s papirji in z birokracijo, da bomo lahko dobre ideje spravili v življenje. V Novi Sloveniji smo ponosni tudi na to, da smo v PKP-ju 7 predlagali sporazumno upokojevanje, ki pomeni enega najpomembnejših protikriznih ukrepov, ki temelji na enakopravnosti in solidarnosti. Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, bodo v soglasju z delodajalcem lahko delali še naprej, torej ne gre za prisilno upokojitev. S tem pa hkrati spodbujamo tudi dialog in gradimo odnose zaupanja znotraj podjetij, pa znotraj javne uprave in še kje. S tem gradimo tudi partnerstvo in enakopravnost v delovnem procesu. Seveda pa delodajalcem omogočamo, da delavce, ki niso motivirani za delo, zamenjajo z delavcem, ki morda nimajo službe ali pa svoje priložnosti iščejo na drugačne načine. Gre vsekakor tudi za generacijsko solidarnost. Naslednja pomembna prioriteta Nove Slovenije je vsekakor vsem dostopno javno zdravstvo. Na začetku se moram kot podpredsednik vlade javno zahvaliti vsem delavkam in delavcem v zdravstvu in v domovih za starejše za njihov neizmerni prispevek pri premagovanju epidemije. Vsem zdravnikom,
pa medicinskim sestram, strežnemu osebju, negovalcem, fizioterapevtam in podpornemu osebju. Vsem se lahko zahvalimo, da imajo zaradi vas, naši oboleli, boljšo oskrbo. Vaša srčnost, neizmerna energija in predanost vsem dajo upanje v teh težkih časih. Res, hvala lepa. Za Novo Slovenijo je izjemno pomembno, da epidemijo čim hitreje obvladamo. Številka obolelih ter tistih, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo ali intenzivno nego, moramo z različnimi ukrepi spraviti na takšen nivo, da bo zdravstveni sistem te pritiske zmožen obvladovati. Nikakor ne smemo pustiti nikogar brez zdravstvene oskrbe. Čim hitreje si želimo vrniti v normalno življenje, delovanje vrtcev in seveda šol ter normalnega gospodarstva. Zato je izjemno ohrabrujoč tudi pozitiven odziv prebivalcev in vseh delodajalcev, ki izvajajo prostovoljna testiranja. Na ta način lahko preprečimo širjenje okužb v podjetjih, v javni upravi, vzgoji in izobraževanju in ne nazadnje tudi v družinah, ki so temeljni gradnik naše družbe. Na Ministrstvu za obrambo tudi zagotavljamo maksimalno podporo strani civilne zaščite vsem, ki trenutno delajo na testiranju v zdravstvenih domovih in na drugih vstopnih točkah. Ključna prioriteta Nove Slovenije pa je, da bomo vsem prebivalcem zagotovili dostopno, poudarjam, dostopno javno zdravstvo. To je, da pridejo do diagnostike in preventive takoj, ko potrebujejo. Naš zdravstveni sistem je bil namreč že pred epidemijo podhranjen, se veste, slabo organiziran, zaradi številnih sistemskih težav smo se soočali z odhodi zdravnikov ter zdravstvenega osebja. Po nastopu epidemije pa ti problemi niso izginili, zato moramo začeti s pripravo resnih sistemskih ukrepov za vsem dostopno javno zdravstvo. Ne smemo dovoliti, da zaradi epidemije COVID že tako dolge čakalne vrste se še naprej v nedogled podaljšujejo. In zato je pomembna zaveza za zdravljenje vseh državljanov ukrepe, ki smo jih sprejeli v preteklih PKP-jih. Nova Slovenija je s svojimi predstavniki sodelovala v skupini za pripravo nacionalnega razpisa za optimizacijo dostopnosti do zdravstvenih storitev. Razpis je pripravljen, narediti moramo vse, da se tudi čim prej objavi in to bomo. Če kdaj je potem prav sedaj potrebno narediti vse, izkoristiti vse kapacitete in izvajalce, ki jih imamo v slovenskem zdravstvenem sistemu na razpolago, da zmanjšamo čakalne vrste. Verjamem, da le če smo povezani in če med seboj sodelujemo, lahko tudi premagamo epidemijo. Podobno kot vlak, ki vozi po dveh tirnicah, imamo tudi tukaj dve tirnici, ki jo moramo povezati. Na eni strani boj proti COVID-u, na drugi strani pa ne smemo pozabiti na številne paciente, ki imajo druge bolezni, ki prav tako potrebujejo zdravljenje, diagnostiko in ostale stvari, ki jih nudi zdravstvo. Epidemija bo minila, z dobrim odzivom vseh na hitro testiranje in s prihodom cepiva že gledamo luč na koncu tunela in v prihodnost lahko zremo z optimizmom. Zato moramo že sedaj razmišljati o tem, kaj smo se iz epidemije naučili in kako lahko v Sloveniji zagotovimo vsem dostopno javno zdravstvo. Nova Slovenija bo zato koalicijskim partnerjem predlagala ustanovitev vladnega strateškega sveta za zdravstvo. K sodelovanju namreč želimo pritegniti vse strokovnjake z področja zdravstva v Sloveniji. V Novi Sloveniji smo pripravljeni ta svet tudi voditi. Saj na enem mestu želimo združiti vse znanje, izkušnje, ki jih na področju zdravstva Slovenija ima. Naš cilj je urediti vsem dostopno javno zdravstvo. Torej potrebujemo zdravstveni sistem, ki bo v središče postavil pacienta in skrb za njegovo hitro in tudi kvalitetno obravnavo. Pred nami so časi velikih izzivov in v Novi Sloveniji si želimo prihodnost aktivno soustvarjati skladno z našimi vrednotami. V Sloveniji želimo izboljšati poslovno okolje, ki bo pripomoglo k lažjemu in bolj gladkemu izhodu iz krize. In seveda vsem tem se nam zdi ključno tudi zagotoviti vsem dostopno javno zdravstvo, da bodo do zdravljenja prišli takrat, ko ga potrebujejo.